Zdaj pa kar k prvi knjigi, ki je že tukaj razstavljena, in sicer gre za Svet pod Krimom, drugo prenovljeno izdajo, ki jo je uredil in spremno besedo napisal doktor Oto Lutar, ki ga zdaj vabim k besedi. Obenem gre v bistvu, kot sem bila obveščena, za čisto prvo knjigo, ki jo je izdala založba ZRC. Avtor je doktor Ferdo Gestrin. Gre pa za delo, ki govori v bistvu o enem najbolj razburkanih obdobij slovenske polpretekle zgodovine. In sicer je to po obliki neka zgodovinska mikroštudija vasi pod Krimom v krajevnih skupnostih Ig, Iška vas in Tomišelj. Najverjetneje se je tam, tako si predstavljam, na tem majhnem območju pravzaprav preslikala celotna Slovenija z obema vojskujočima se stranima. Zakaj torej gre pravzaprav, doktor Oto Lutar? Hvala lepa in hvala, da ste me uvrstili na začetek današnje predstavitve. Čez pol ure bom žal moral oditi in zato bom tudi toliko bolj pazil, da ne bom presegal svojih 5 minut. Torej, bi pa vendarle se pridružil uvodnemu delu, ki ga je sprožil svojim poročilom Ciril Oberstal. Jaz mislim, da so te številke impresivne, ampak moramo opozoriti, ne gre samo za obseg, kvantiteto torej, ampak za res izjemna dela, ki so išla v več kot 20 let, odkar založba ZRC obstaja, in zato vsem, tudi bivšim urednikom v tej založbi res še enkrat čestitam. Mislim pa, da lahko to knjigo kot prvo danes predstavimo tudi zaradi tega, kar je povedala Agata. To je bila dejansko prva knjiga, ki je v založbi ZRC sploh izšla. Zdaj, žal, da nimam s seboj tega razpadajočega prvega izvoda, zaradi tega, ker sem ga nekomu posodil. Bi bilo pa fino to predstaviti še enkrat tukaj, zaradi tega, ker je prvi natis bil izrazito neprijazen do bralca, zato smo bili veseli, da so ga kljub temu, oziroma da ga je založba kljub temu v 3-4 letih razprodala, in potem je predolgo časa trajalo, da smo se lotili nove dopolnjene izdaje. Zdaj, ko uporabim besedo dopolnjena, moramo opozoriti, da je to dopolnilo bilo predvsem tehnično. Mi smo od vdove po akademiku Gestrinu podedovali tudi poleg dovoljenja za ponatis skromen, oziroma po obsegu morda ne tako velik, ampak po vsebini zelo pomemben arhiv. Namreč, ko je prva izdaja išla, so se nanj naslavljali mnogi ljudje, ki so za vsebino te knjige povezani. Namreč zadnji del te trodelne publikacije namreč obsega 5 seznamov žrtev, borcev, pripadnikov različnih enot, ki so se tukaj spopadale. In tu in tam je prišlo do napak in te ljudje, ki so te napake zasledili, so to sporočali avtorju in tako smo lahko nekatere stvari zdaj tudi pri ponatisu popravili. Zdaj, preden na kratko opišem strukturo dela, naj povem, da do tega ponatisa ne bi prišlo, če ne bi jezikovno originalnega dela zelo natančno popravila, prebrala, dopolnila gospa Aina Schmidt, ki je pomagala naša kolegica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Helena Dobrovoljc, in meni je še posebej všeč tudi oblikovanje. Zdaj tudi prvi izid ni bil oblikovno šibek, tako da sem vesel, da nadaljujemo s to tradicijo. Kot že omenjeno, delo je sestavljeno iz 3 sklopov. Prvega predstavlja podaljšan uvod. Gestrin, zgodovinarjem znan kot izrazito sistematičen avtor, ki se je sicer pretežno ukvarjal z srednjim in zgodnjim novim vekom, je pa med drugim bil znan tudi po tem, da se je od francoskih kolegov že v 60-ih letih navlekel tega koncepta zgodovine dolgega trajanja. Skratka, on tudi, jaz sem imel to srečo, da je bil še moj predavatelj, ni
znal in ni želel o neki temi govoriti z neko letnico ali z časovno omejenim okvirjem, temveč je pač vedno predstavil pred zgodovino in to je tudi podobno kot v njegovih drugih okrog 20 knjižnih razpravah vidno tudi v tej knjigi. Skratka, ta uvod, ki se začne v praskupnosti, je dolg več kot 70 strani, da nas pripelje do leta 1941, do okupacije, odporniškega gibanja, kolaboracije in vsega, kar se je zgodilo v tem času do leta 1945. No in končno zadnji del je namenjen tem seznamom. Zdaj, knjigo so pohvalili že pri prvem natisu oziroma prvi izdaji mnogi moji kolegi. Kot zadnjega sem izsledil Staneta Granda v kroniki leta 1996 in me je razveselil za svojim komentarjem, ker pač med drugim piše tudi, da gre za izjemno delo oziroma, če lahko citiram, mnogim piscem novejše zgodovine nedosegljiv vzor. In dodaja, da se nekatere založbe niso prav nič trudile za njeno izdajo in s tem bi rad končal. Avtor je to ponudil različnim komercialnim založbam in tudi združenjem borcev NOB in nihče se ni želel, znal odločiti in zato smo mi z veseljem sprejeli rokopis in kot rečeno, to je potem nastala prva knjiga v založbi ZRC in res čisto za konec, v teh razburljivih časih križajočih se interpretacij pretežno tega obdobja, če koga v resnici zanima, naj bo strokovnjak, zgodovinar ali humanist, družboslovec, naj bo običajni bralec, če skratka kogarkoli v Sloveniji in tujini res zanima, kaj se je dogajalo v Ljubljanski pokrajini v obdobju 1941-1945, mislim, da ne more mimo te knjige, mislim, da je to najboljša razprava na to temo. Sploh ob razpravi kolega Gregorja Krajnca, Kanačana slovenskega izvora, knjige z naslovom Hoja s hudičem, je to, kot rečeno, delo, ki je nepogrešljivo in bi lahko in upam, da bo pomagalo v razpravi, ki bo nedvomno še trajala. Najlepša hvala.